Spoštovani, prisrčen pozdrav iz knežjega mesta, iz mesta ob Savinji, stadiona z dežele, ki je prizorišče zadnje tekme 27. kroga v prvi ligi Telemach. Vodilno moštvo nogometnega prvenstva na sončni strani Alp gosti Sinove Burje iz Ajdovščine, ekipo, ki se seveda krčevito, predvsem z Muro, bori za to, da se izogne pred zadnjemu mestu na prvenstveni lestvici ob koncu in s tem seveda dodatnih kvalifikacij. Taktični pristop gostov iz Ajdovščine, ampak tole je zanimiva podaja proti Josifovu. Josifov ima priložnost in obramba Mohoroviča. Sešljar, Kučis in Vukliševič v živem zidu. Mirović se je odločil za neposredni strel, pa nastrelja v zid. Potem pa dober predložek do strela Haris Kadrič, to da brez težav posredovanje Žana Luka Lebana. Josifov, priložnost za Pranjiča in brez zadetka. Pranjič v sredino, Sešljar lepo, Avduli ima priložnost, grešil je Milot Avduli. Lepo zdaj Karničnik, odlična žoga Josifovu, strelja Josifov in 1-0. 1-0 za Celjane, Nikita Josifov, strelec, zdaj pa je zadev iz zelo težkega položaja, ki je tu zvlekel žogo, našel prostor med Mohorovičem in levo vratnico, bo razkril pravzaprav šele počasni posnetek. Sijajen gol Josifova, torej po podaji Karničnika, ki je bil tudi pod prekrškom, prednost je tu pustil tudi sodnik Borošak, za kar si seveda zasluži čestitke. Takole pa potem Josifov ob bližnji vratnici, čudovit strel, močan, natančen, tudi Mohorovič bi najbrž tu lahko storil karkoli, skratka nekaj več, ampak obenem pa seveda sta obe moštvi po enkrat zmagali in enkrat remizirali, razlika v golih 6-6. V polčasu sem govoril o tem, da so Celjani proti Ajdovcem pravzaprav uspešnejši na gostovanjih. Svit Sešljar zdaj s podajo, Svit Sešljar direktno v vrata! Padlo je tole v gol! 2-0. Kakšna napaka Patrika Mohoroviča, tudi Sešljar se seveda tu drži za glavo. Kakšna napaka Mohoroviča, ki se zdaj seveda tam jezi sam nase. 49. minuta, ali je s tem zadetkom zdaj morda tudi zmagovalec odločen na vsak način, pa gol, ki gre v celoti, bom dejal, na dušo vratarja Ajdovcev Patrika Mohoroviča. Tule poglejmo, Sešljar takole želel je, mislim, da podati, pa je bila ta podaja, vsaj po moji oceni, malce premočna in žoga je padla točno v naročje Patrika Mohoroviča, toda ta jo je izpustil iz rok prek golove črte, evidentno, seveda v tem ni nobenega dvoma, da ste lahko videli, pa boste zdaj še enkrat, da je žoga padla kar globoko za črto in dobra podaja proti Josifovu, to je velika priložnost za Celjane, sam gre Josifov ni uspel premagati Mohoroviča, lahko bi seveda tudi podal Sešljarju, pa se za to ni odločil. Štor, Strajnar, Kadrič, Bešir, Jermol, Rak, Jovanovič. Ajdovci zdaj predvsej bolj ofenzivni, vsaj skušajo nekaj storiti in tule je priložnost za Beširja, povratna podaja, priložnost in gol. 2-1, zadev je, mislim, da ne vem zdaj, ali Luka Štor ali pa Sandro Jovanovič, kot kaže, ja, strelec očitno Sandro Jovanovič, 62. minuta, Ajdovci se vračajo. Videli smo nekaj gostujočih navijačev, tule je Sandro Jovanovič, njegov drugi gol v sezoni.
Rešitve seveda ni bilo več. Bešir je bil tisti, ki je lepo asistiral, potem pa Sandro Jovanović približno na 11-12 metrih. Kakšna napaka, Sešlar gol! Joj, kaj danes počnejo Ajdovci v obrambi. Svit Sešlar na asistenco Melentijeviča, če sem prav videl. Melentijevič ali celo Bešir morda. Hvala lepa. Svit. Neverjetno, kakšna napaka Mohoroviča za drugi celjski gol. Kakšni dve darili za oba svoja današnja zadetka je dobil Svit Sešlar. To res redko vidimo. – 69. minuta, Celjani imajo znova 2 gola prednosti. Mohorovič, kako ga tudi ne bi. Zdaj pa še huda napaka Melentijeviča in Poplatnik gre sam. Poplatnik še vedno, Sešlar gol, hat-trick Svita Sešlarja, asistenca Poplatniku in ponovno seveda res neverjetno darilo. Točno minuta je minila od prejšnjega do tega. V 20 minutah 3 darila Sešlarju, ne vem, nima ne rojstnega dne, ničesar podobnega, nobenega osebnega praznika ne praznuje danes, ampak kako radodarni so Ajdovci. Dobro, tule niso oni direktno, seveda, ampak pogledajte, tule Melentijevič se je dobesedno usmešil, potem pa Poplatnik sijajno in zelo, zelo nesebično takole popeljal žogo do roba kazenskega prostora, potem pa zaposlil Svita Sešlarja. Svit Sešlar in gol! Matej Poplatnik sijajno se je znašel na bližnji vratnici, zadev z desnico mimo številnih nog v malo mrežnico po diagonali v desni spodnji kot vrat Patrika Mohoroviča. Tekla je še 83. minuta. Sešlar je zdaj 3 zadetkom hat-tricku dodal še asistenco. Skačejo seveda do oblakov od veselja zdaj igralci Fantasyja, ki so Svita postavili za kapetana. Sam sem ravno tokrat pred to tekmo obrnil Armandasa Kučisa. Sandro Jovanović, poraz danes v Celju, spet proti 1 proti vodilni ekipi prvenstva. Poizkušali ste, sicer se približali, na koncu se je vendarle zdelo, da so bili Celjani kakovostnejši. Kako ste videli danes tole srečanje? Ja, ko ste dejali, težek poraz danes. Mislim, da smo v prvem polčasu stali, bom rekel, kar kompaktno. Nismo pustili veliko priložnosti in potem nek popoln mrk v drugem polčasu. Sandro, vi ste danes zadeli, ampak zanimiva situacija, ne? Ajdovci ste v naslednjem krogu prosti, vmes seveda še reprezentančna pauza, naslednja tekma čez 3 tedne proti Kopru, kjer vi seveda ne smete igrati, takšen je dogovor med kluboma, praktično mesec dni ne boste imeli tekme. Kako boste sicer v Ajdovščini izkoristili tale premor? Pa mislim, da se je treba prvo definitivno spočiti. Zbrati misli in potem narediti mini priprave in se čim bolj pripraviti na nadaljevanje prvenstva. Hvala vam. Svit, najprej čestitke seveda za visoko zmago in pa jasno mejnik v vaši karieri. Prvič ste dosegli 3 zadetke, dodali še asistenco. Kako bi bilo lahko z vaše strani sploh lepše? Ja, se strinjam, ne bi moglo se zaključiti lepše današnji dan, predvsem pa za zmago, da smo se končno odlepili. Toliko smo imeli enih priložnosti zdaj v zadnjem obdobju. Vedno smo v bistvu kiksali, ko so nam drugi devali te priložnosti, da se še bolj odlepimo in jasno je lepo zadeti 3 zadetke, dodati neko asistenco še soigralcu. Imel sem, roko na srce, ogromno sreče, ampak
tudi to je potrebno v nogometu. Svit, takole hiter pogled na lestvico strelcev, 11 golov, prva dva strelca, vi ste že pri 7, pa ste se priključili v tem drugem delu sezone. Zdi se, da lahko resno pretendirate celo za kralja strelcev. Prej smo vas bolj bili vajeni kot sjajnega asistenta. Pa ja, še ena taka tekma, pa sem resno v kandidaturi, ampak moram reči, da mi ni to nek cilj, da sem na koncu sezone najboljši strelec. Bolj mi je pomembno, da kot ekipa dosežemo tisto, kar smo si zadali, in to je naslov prvaka. Mr. Kampelos, first of all, congratulations for the win, your first impression after this match. Yeah, I'm very happy for the 3 points, and we did a good game. I'm happy because the players they go inside the pitch with the idea to win the game and respecting our opponent. This points was really very important for us for our way on the league, and I think that they are happy because now we have a stop. Some players go to the national team, and we will have more time for work and know better the players that we have. You're here only for 10 days, but what can you say about Slovenian league, about Slovenia, about Celje? I'm very happy here in Celje because I have the feeling of a family. Here the people are very kind and very warm, so I'm happy. And I also want to retribute the wine and kind warm reception that he made to me. So I'm happy here, but I think that we still have a lot of work to do till the end of the season. We are in the good way, but we must keep the feet on the floor and keep working hard. And how will you use this international break now? Yeah, we have 6 players that will go to national teams. We'll give some days off because the players need to rest. And when we'll start training, I also will bring some players under 19 because I also like to know better the house teams, and I like to bet in the house teams. So we will have time to work and know best, even better our squad, but also the players from under 19. Mr. Kampelos, thank you very much. You're welcome. Thank you. Žlogar, uspeli ste danes znižati na 2-1, malce zapretili, potem pa so znova Celjani ušli. Zdi se, da so bili danes enostavno kakovostnejši tekmec. Kako bi vi ocenili današnjo tekmo? Dobro, jaz mislim, da sigurno do 70. minute smo pričakovali večjo posest Celja. Želeli smo se biti nekoliko bolj nevarni v fazi napada. Zmanjšali rezultat na 2-1, je pa res, da smo mi drugi, tretji pa četrti gol Celju dobesedno poklonili z individualnimi napakami, velikimi. Tako da potem v bistvu take napake Celje kaznuje in enkrat, ko si v tem zaostanku, tu smo imeli od 72. 73. minute do konca veliko težavo, ker v bistvu se je Celje razigralo in tu smo bili zadnji del tekme slabi. Mislim, da do tega trenutka smo na trenutke bili dobri na igrišču, mogoče premalo konkretni v fazi napada. Imeli smo par situacij, ker smo iz tehničnih napak slabo izpeljali napad, ampak kot pravim, drugi, tretji, četrti zadetek so nas danes pokopali. Danes smo kar nekaj časa čakali na tole vašo izjavo, imeli ste sestanek, kaj nam lahko izdate, zakaj je šlo? Ne, nič, bom rekel, nič kaj takega, čisto na sveti za naprej. Mi imamo pred sabo še 8 final, sigurno je cilj, da se ekipa čim boljše dvigne. Zdaj, ok, je pač ta pauza, imamo še pauzo prvega kroga, ker ne igramo, ampak v bistvu pač fanti se morajo zavedati, da danes bitko smo zgubili, vojne še ne, če sem mogoče tako se izrazim, ampak treba dvigniti glave gor, se dobro zdaj pripraviti in iti v zadnjih 8 tekem, kot so zadnje, in dati maksimum vse od sebe in izgledati boljše, kot smo danes.
Koliko prav vam bo zdaj kot trenerju, ki je pred kratkim prevzel ekipo, prišla ta pauza 3 tednov? Res, da po porazu želiš hitro seveda igrati, ampak vseeno boste zdaj v tem času lahko implementirali še dodatno neke svoje ideje, kako boste izkoristili ta čas. Pravzaprav čez 3 tedne vas čaka šele naslednja tekma s Koprom. Ja, sigurno bomo poskušali trenirati, ponavljati določene zadeve, ki jih moramo izboljšati, odigrati kakšno, sigurno vsaj 1-2 prijateljski tekmi. In zdaj v prvi vrsti, glede na to, da mi potem do konca prvenstva nimamo več neke daljše pauze ali pa ker nam sovpada ta prvi krog z reprezentančno pauzo, moramo se najprej odpočiti, potem pa dvigniti nivo dela in se čim boljše pripraviti za to, da bom rekel, bomo bolj lačni zmag, bolj odločni, bolj željni, bolj agresivni. Nekaj, kar sem danes mogoče pogrešal, ampak še vedno pravim, take individualne napake, kot smo jih storili, ni zato, da bi na kogarkoli kazali s prstom, smo ekipa, zmagujemo skupaj, zgubljamo skupaj, ampak celje to kaznuje in to nas je danes res drago stalo.